Draga cerkev, bratje in sestre, lepo pozdravljeni v imenu našega Gospoda. Pred kratkim smo govorili o začetku cerkve Jezusa Kristusa, o izpolnitvi obljube, da je Sveti Duh izpolnil prve učence in v moči so začeli oznanjati Jezusa Kristusa. Toda binkošti se niso končale, oziroma delovanje Svetega Duha nam je na razpolago dano vsak dan. Božja moč, da služimo in ljubimo našega Gospoda in da še mnogim povemo, da je Jezus pot, resnica in življenje, da je odrešenik, da odpušča grehe, da odjemlje krivice in nam daje mir in novo življenje, je še vedno na razpolago vsakemu. Zato pridimo zdaj, najprej v slavljenju našega Boga in zahvalimo se mu za Jezusa, ki je prišel umreti za naše grehe. Zahvalimo se mu za Svetega Duha, ki ga je poslal in je v naših srcih. Povzdignimo in naj bo poveličan in proslavljen Jezus tudi zdaj, ko kot cerkev skupaj slavimo in častimo našega Boga. Amen. Ti mi daješ mir, ko v viharju sem, kličem te, rešiš me ti, morje umiriš, v meni besmiriš vsak nova, ko kličem te, Jezus, Jezus, vsa tema trepeta, Jezus, Jezus, utiša strah, Jezus, Jezus, vsa tema trepeta, Jezus, Jezus. Ti mrtve obudiš, vame daješ dih znova zdaj, bom slavil ti, mrtve obudiš, vame daješ dih znova zdaj,
Pred kratkim smo praznovali Binkošti. Danes pa poglejmo, kaj se je dogajalo po Binkošti. Originalno krščanstvo je nadnaravno delovanje Svetega Duha. Božja beseda, Sveto pismo je več kot zgolj duhovna teorija. Ne glede na to, kako beremo Sveto pismo, nažalost mnogi ga sploh ne berejo, je nemogoče razbrati evangelij, ki je oropan nadnaravnega. Ne ukradimo Jezusovega božanstva, vsemogočnosti, obljub, ljubezni, sočutja in milosti. Kar Bog dela na zemlji, dela v nas in skozi nas. Če nekdo ne veruje Boga, tudi od njega nič ne doživi. Če mi nič ne delamo za Boga, tudi Bog z nami nič ne dela. On se razodeva in deluje v tistih, ki gredo v veri naprej v skladu z njegovo voljo. Glavna naloga po Binkošti je bila oznanjati evangelij in je še danes, dokler Jezus ne pride po svojo cerkev. To je namreč dobro in po voljo Bogu, našemu odrešeniku, ki hoče, da bi se vsi ljudje rešili in prišli do spoznanja resnice. Bog je namreč samo eden. Samo eden je tudi srednik med Bogom in ljudmi, človek Kristus Jezus. On, ki je sam sebe dal v odkupnino za vse, pričevanje ob svojem času. Naloga Svetega Duha je bila spremeniti učence v goreče oznanjevalce evangelija. On je bil in je še danes ključ za učinkovito pričevanje. Bog hoče, da bi se vsi ljudje rešili, da bi vsi prišli do spoznanja resnice. Resnica je, da je Bog vse storil za našo odrešitev. Jezus Kristus je prišel na svet in umrl za naše grehe. Jezus je posrednik med Bogom in ljudmi. Vse je storjeno za mojo in tvojo odrešitev. Na meni in v tebi je samo eno, ali to sprejmemo ali zavržemo. Bog si želi, da bi se vsi ljudje rešili. Nažalost vemo, da vsi ne bodo rešeni, ker nočejo sprejeti Božje ponudbe od rešitve. Nočejo verovati, nimajo časa za Boga. Kakšna tragedija! Na koncu bodo izgubili vse. Jezusovo rojstvo, prihod iz nebes, kot pravi Božja beseda, in beseda je postala meso in se naselila med nami. Videli smo njeno veličastvo, ki ga ima od očeta kot edinorojeni sin, polna milosti in resnice. Jezus se je razodel na zemlji, njegovo veličastvo, milost in resnico pa so doživeli samo tisti, ki so mu odprli svoja srca. Tisti, ki so zakrknili svoja srca, so ostali v duhovni temi. Isto se dogaja po Binkošti. Od Binkošti naprej je Sveti Duh prišel v življenja učencev. Ustvaril si je svoje bivališče v njih. Bog je po Svetem Duhu skozi učence nadaljeval svoje delo. Tisti, ki se odprejo njegovemu delovanju, doživijo Božjo moč, delovanje, odpuščanje grehov, novo življenje. Tisti, ki se ne odprejo, ostanejo v duhovni temi. A želimo,
da ima Sveti Duh svoje mesto v naših življenjih. Obljuba, ki jo je napovedal Janez Krstnik, krst v duhu in ognju, grška beseda baptize, je prvotno pomenila potopiti. Janez Krstnik je ljudi potopil vodo reke Jordan, ko jih je krstil. Beseda se je uporabljala za namakanje barvila, krp, blaga. To je pomenilo krpa v barvilo in barva v krpi. Ista beseda se uporablja za krst v Svetem Duhu. To je tudi prispodoba vernika, ki prejme Svete Duha. Vernik v duhu in duh v verniku. Kje je Božji duh? Tam je življenje. Ko je Jezus deloval na zemlji, je v njem deloval Sveti Duh. Kjer je bil Jezus, je bila njegova moč. Ves svet je ležal v temi, toda ko je prišel Jezus, so mnogi zagledali luč. Prvi učenci so šli v svet oznanjati Božjo besedo, evangelij, veselo novico. In Sveti Duh je deloval skozi oznanjanje Božje besede. Prinašali so luč temu, oznanjali so Jezusa. Jezus je luč sveta. Spet jim je Jezus pregovoril: jaz sem luč sveta. Kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi, temveč bo imel luč življenja. Tisti, ki ne verujejo v Boga, imajo različne nadomestke za pravo luč. Ideje, filozofijo, sisteme, lastni trud in podobno. V primeru s Kristusovo lučjo so to samo majhne svetilke, človeški nadomestki za pravo luč. V takšni temi Sveti Duh ne počne ničesar, ne opravlja nobenih del. Kdor pa se odpre Jezusovi besedi in delovanju Svetega Duha, doživi njegovo moč. Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo vedel vso resnico, ker ne bo govoril sam od sebe, temveč bo povedal, kar bo slišal, in oznanjal vam bo prihodnje reči. On bo mene poveličal, ker bo iz mojega jemal in vam oznanjal. Sveti Duh nas želi voditi v vso resnico. Resnica je Jezus Kristus in Sveti Duh je bil poslan, da nam odkriva in poveličuje Jezusa v našem življenju. Originalna krščanska cerkev je zbrana, da slavi in časti Jezusa. Sveti Duh je vezan na njega. On povzdiguje Jezusa. Povzdignjen in slavljen mora biti Jezus. To je kraj, kjer Sveti Duh najraje prebiva in deluje. Jezus je naša pesem, naš razlog zbiranja. Kjer je on, je tudi Sveti Duh. Mi nismo samo ljudje Svetega Duha, ampak kristjani, Božji otroci, Jezusovi ljudje, in Duh prihaja k nam zaradi Jezusa v našem ljubečem čaščenju njega. To je bil namen binkošti in po binkošti. Ko izgubimo Jezusa iz centra našega življenja, izgubimo delovanje Svetega Duha. Lahko bi obrnili ta stavek in rekli tudi, ko izgubimo delovanje Svetega Duha,
izgubimo tudi Jezusa iz centra cerkve in našega življenja. Apostol Pavel se je tega zavedal, zato je ob koncu svojega življenja svojemu učencu Timoteju dal nasvet. Zato te opominjam, da znova razplameniš Božji milostni dar, ki je v tebi po polaganju rok. Bog nam ni dal duha boječnosti, temveč duha moči, ljubezni in razumnosti. Nikar se torej ne sramuj pričevanja za našega Gospoda. Pa tudi mene, ki sem zaradi njega jetnik, se ne sramuj, ampak z menoj trpi za evangelij, oprt na Božjo moč. Pavel spodbuja, opominja, svari Timoteja, naj ponovno razplamti milostni dar, ki ga je prejel. Naj se ne sramuje pričevanja za svojega Gospoda. Oznanjati evangelij je najbolj pomembna novica za našo večnost, ki se začenja tukaj na zemlji, ko sprejmemo Jezusa za svojega zveličarja, ali ko slišimo evangelij v delovanju in moči Svetega Duha. Ne vem, kaj si ti doživel od Božje milosti. Tudi, če je potrebno, da ponovno ta ogenj zagori v tebi. Povej danes, Jezus, prosim te, bodi center mojega življenja. Sveti Duh, pomagaj mi, Sveti Duh, dotakni se me, da spoznavam vso resnico, ljubezen, moč in delovanje Jezusa v svojem življenju. Želim ti služiti. Želim, da deluješ v meni in da deluješ skozi mene. Če mogoče še nikoli nisi doživel Božje milosti, razodetje delovanja Jezusa, Svetega Duha v svojem življenju, odloči se danes. Želim doživljati Božjo moč in delovanje. Povej, Jezus, tukaj sem, pred tabo, odpiram ti svoje srce. Prosim te, Sveti Duh, razodeni me. Kdo je Jezus, resnico v njem, kaj je storil za moje življenje, kaj ti želim svoje življenje, svoje srce predati Jezusu, da je on moj zveličar, moj Gospod in moja moč. Vsi se na koncu združimo v molitvi in prosimo za delovanje Svetega Duha v naših srcih. Kajti ne želimo, da se vsako leto samo spominjamo binkošti, ampak da doživljamo moč in delovanje Svetega Duha tudi po binkošti. Molimo, dragi Jezus, odpiram ti svoje srce. Hvala ti za vse, kar si storil v mojem življenju. To, da želim, da ta ogenj Svetega Duha ponovno gori v meni, da spoznavam, Jezus, tebe, da si ti center mojega življenja, moja luč, Gospod, da vsak dan lahko služim tebi. Jezus, predajam ti svoje življenje. Sveti Duh, odpusti mi vsak greh, izpolni me in vodi me. To te prosim, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Draga cerkev, vsi prisotni, bratje in sestre, blagoslovljeno nedeljo in rastimo v spoznanju in delovanju Svetega Duha. Naj naša vera raste, kajti na binkošti se je začelo to, kar Bog želi skozi svojo cerkev razodevati tukaj na zemlji, dokler ne pride po njej. Lepo in blagoslovljeno nedeljo. Amen.